Molimo. Bog naš Oče, Tvoja družina smo in Ti si naša edina opora. Ponudi nam v pomoč svojo rešilno roko in je nikoli ne odmakni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Bog odpravi človeka iz raja, da bi obdeloval zemljo. Berilo iz 1. Mojzesove knjige. Potem, ko je Adam jedel od drevesa, ga je Bog poklical in mu rekel: Kje si? Odgovoril je: Tvoj glas sem slišal v vrtu, zbal sem se, ker sem nag, in sem se skril. Pa je Bog rekel: Kdo ti je povedal, da si nag? Ali si mar jedel od drevesa, od katerega sem ti prepovedal jesti? Adam je odgovoril: Žena, ki si mi jo dal za družico, ta mi je dala od drevesa in sem jedel. Tedaj je Gospod Bog rekel ženi: Zakaj si to storila? Žena je odgovorila: Kača me je zapeljala in sem jedla. Tedaj je Gospod Bog rekel kači: Ker si to storila, bodi prekleta med vso živadjo in med vsemi živalmi polja. Po svojem trebuhu se boš plazila in prst jedla vse dni svojega življenja. Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo in med tvojim zarodom in njenim zarodom. Ta ti bo glavo strl, ti ga boš pa ranila na peti. Ženi pa je rekel: Prav mnogo ti bom dal težav pri tvoji nosečnosti, v bolečinah boš rodila otroke in vendar boš po svojem možu hrepenela, on pa bo tebi gospodoval. In Adamu je rekel: Ker si poslušal glas svoje žene in jedel od drevesa, o katerem sem ti dal tole povelje, ne jej od njega, bodi prekleta zemlja zaradi tebe. V trudu se boš živil od nje vse dni svojega življenja. Trnje in osad ti bo rodila in vendar boš moral jesti poljsko zelišče. V potu svojega obraza boš užival kruh, dokler se ne povrneš v zemljo, ker si vzet iz nje, zakaj prah si in v prah se povrneš. Adam je imenoval svojo ženo Evo, ker je postala mati vseh živih. Gospod Bog je naredil Adamu in njegovi ženi suknji iz kož in ju oblekel. Potem je rekel Gospod Bog: Glej, človek je postal kakor eden izmed nas, ker pozna dobro in hudo, da zdaj le ne stegne svoje roke ter ne vzame tudi od drevesa življenja, da bi jedel in živel vekomaj. Zato ga je Gospod Bog odpravil iz Edenskega vrta, da bi obdeloval zemljo, iz katere je bil vzet. Ko je torej izgnal Adama, je postavil vzhodno od Edenskega vrta kerube in plamen bliskajočega se meča, da bi stražil pot k drevesu življenja. To je Božja beseda. Bogu hvala. Gospod nam je pribežališče od roda do roda. Gospod nam je pribežališče od roda do roda. Preden so se rodile gore in sta se oblikovala zemlja in svet, si ti od vekomaj, o Bog, ti si od roda do roda. Gospod nam je pribežališče od roda do roda. Umrljive zavračaš v prah, o Bog, in praviš: Povrnite se, človeški otroci. V tvojih očeh je 1000 let kot včerajšnji dan, ki je minil. Gospod nam je pribežališče od roda do roda. Ti jih razpršiš, so kot jutranji sen, ko zeleneča rastlina, zjutraj cvete in zeleni, zvečer se pokosi in usahne.
Gospod nam je pribežališče od roda do roda. Nauči nas šteti naše dni, da pridemo k srčni modrosti. Obrni se, Gospod, doklej, bodi usmiljen svojim hlapcem. Gospod nam je pribežališče od roda do roda. Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, in jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Marku. Tiste dni, ko je bilo spet mnogo ljudstva in niso imeli kaj jesti, je Jezus spet poklical učence in jim rekel: Ljudstvo se mi smili, že 3 dni vztrajajo pri meni in nimajo kaj jesti. Če jih odpustim lačne domov, bodo na potu omagali, kajti nekateri izmed njih so prišli od daleč. Učenci so mu odgovorili: Kako jih bo mogel kdo nasititi s kruhom tukaj v puščavi? Vprašal jih je: Koliko hlebov imate? Ti so rekli: 7. Velel je množici sesti po tleh in vzel je 7 hlebe, se zahvalil, jih razlomil in dajal učencem, da bi jih delili. In razdelili so jih med množico. Imeli so tudi nekaj ribic, blagoslovil jih je in velel položiti prednje tudi te. Najedli so se do sitega in pobrali ostanke koščkov, 7 košar. Bilo jih je pa kakih 4000 in jih je odpustil. Nato je s svojimi učenci takoj stopil v čoln in prišel v dalmatutske kraje na zahodno stran Genezareškega jezera. Kristusov evangelij. Bom prebral nekaj misli iz knjižice Beseda med nami o današnjem prvem berilu. Naslov ima: Kje si? Le nekaj dni nas še loči do pepelnične srede. Dobro je, da premišljujemo o Božjem vprašanju Adamu, ko se bližamo postnemu času. Kje sem v odnosu z Gospodom? Kje sem v odnosih s sorodniki in prijatelji, sosedi in neznanci? To nikakor ni slabo izpraševanje vesti. Bog v berilu seveda ni zastavil tega vprašanja, ker ni mogel najti Adama. Vsekakor je vedel, kje je. Adam se ni mogel skriti pred vsemogočnim in vsevednim stvarnikom vesoljstva. To vprašanje mu je zastavil, da bi Adam lahko prišel iz skrivališča in stopil preden kot nekoč. Zaveden je bil glede ljubeče Božje narave in to je bila njegova priložnost, da se vrne k njemu in naredi korak v pravo smer. To nam lahko pomaga pri premišljevanju o zakramentu sprave. Noben greh, ki ga imamo na vesti, za Boga ni nič novega. Ni mu nam ga treba razkriti, z nami želi začeti pogovor, želi, da bi iskreno prišli k njemu, da bi lahko prejeli odpuščanje. In tako nas sprašuje: Kje si? Daje nam priložnost, da stopimo izza strahov ali obrambe ter priznamo, kje smo v resnici. To je razlog za upanje. Prestrašeno skrivanje ni konec zgodbe, niti ni konec
pogumna odločitev, da bomo podali roko Bogu. Na koncu zgodbe sta usmiljenje in odpuščanje. Kakor je Bog obljubil Adamu in Evi, je ženin zarod resnično strl glavo kači. Taki nas skuša, da se skrivamo pred ljubečim Bogom, je bil premagan. Jezus je izničil satanovo moč nad nami. Gospodu lahko priznamo, kje smo. Poleg tega pa nam lahko odpusti ter nas osvobodi bremena krivde in strahu. Ko se bliža postni čas, se ne bojmo odgovoriti, kadar zaslišimo, da nas Bog sprašuje, kje si.